Živjo na masažnem biznis kanalu. Jaz sem Anita in ti pomagam, da dvigneš svoj masažni posel na profesionalni nivo. Ali imaš kdaj občutek, da masiraš non-stop, da se ti zdi, da moraš vzeti vsako stranko in enostavno nimaš časa zase? Danes bom govorila o 3 spremembah, ki jih lahko uvedeš že takoj v svoj masažni posel, in te spremembe se ti bodo poznale v denarnici v kratkem času. Tako da ostani. Prvo spremembo, ki jo lahko narediš, je med ravnovesjem časa za masažo in časa zase. In sicer jaz to kar razdelim tako, da pogledaš na dnevni nivo, na dnevni bazi, kako upravljaš čas za masažo. Se pravi, imaš stranke naročene, koliko časa imaš med strankami, ali so to 5-minutne pavze, ali si vzameš pol ure časa. Pomembno je tudi, kaj delaš v tej pavzi, ali to pomeni samo, da očistiš prostor in pripraviš za naslednjo stranko, ali imaš stranke eno za drugo in nobene pavze in tako narediš, 5, 6, 7 masaž. O tem govorim zato, ker sem bila tudi sama na tem. Na začetku, ko sem odprla svoj masažni studio, se mi je zdelo, da moram vsako stranko vzeti. Naročala sem jih na 1 uro, delala krajše masaže. Na koncu tisti zadnji so že mogli čakati in v bistvu sem imela nek tak neprijeten občutek in tudi skozi nekaj se opravičevati strankam, ker sem zamujala. Zdaj sem vse to spremenila. Vzamem si čas za vsako stranko. Fino je, da premisliš pri sebi, kakšen imaš ta postopek sprejemanja stranke, kaj delaš med masažo, koliko časa traja masaža, ali ta masaža traja res toliko, kolikor imaš napisano v opisu masaže oziroma na ceniku, in potem kako zaključiš masažo. Zdaj bom dala en tak bonus nasvet, da v bistvu na koncu, ko zaključuješ masažo, da stranko kar določita naslednji termin obiska. In tako se izogneš samo temu stresu kasneje, ali boš imela dovolj strank tisti mesec. Se pravi, v enem dnevu poglej, koliko imaš masaž, razporedi si vmes pavze, odmore zase in tudi ta odmor naj bo dovolj dolg, da ti prideš k sebi, da se spočiješ, da odmisliš vse zgodbe, ki jih je imela prejšnja stranka, da se tudi fizično in psihično pripraviš, se pravi, kaj poješ, popiješ, greš na kavico, preden spet sprejmeš novo stranko, da se pripraviš na novo stranko, da veš, a je to nova stranka, imaš kakšen postopek, kako novo stranko sprejmeš, da se pripraviš in jo lepo sprejmeš. Tudi stranka bo to začutila, ti boš sproščena, pripravljena in umirjena. In tudi cela masaža, celoten postopek, ko je stranka pri tebi, bo izgledalo zelo umirjeno. Zdaj lahko ta dnevni ritem preneseš na naslednje dneve. V tedenskem nivoju pa predlagam, da si vzameš en dan v tednu za administrativna dela. Kaj to pomeni? Zdaj enim rata kar slabo, ko slišijo administrativna dela. Ja, to je vse tisto delo, ki ga v bistvu stranka ne vidi. Mogoče ga vidi na socialnih omrežjih, ker pripravljaš vsebine za marketing, odgovarjaš na kakšne SMS-e, maile, mogoče je treba kakšen material naročiti, olja, karkoli. In v bistvu si vzameš ta en dan v tednu res namenjen samo background tvojega posla. To je tvoje kolesje, ki zadaj poganja tvoj posel. Zaradi tega, da si ostale dni mirna, da imaš to poskrbljeno in ti ni treba skrbeti za te stvari med masažami. Ta administrativni dan lahko izkoristiš tudi za vodenje evidence tvojih strank, se pravi, spremljaš, katere stranke so prišle, koliko časa je od zadnjega obiska, da imaš nek pregled, vpogled in pa tudi katere vrste masaž tudi izvajaš največkrat. Tvoja odločitev je tudi, ali boš imela vikende fraj in jih boš namenila zase, za športanje, za to, da si fit, oziroma jih posvetiš družini, ali boš tudi vikende masirala. Potem se med tednom tudi ta ritem spremeni, ker ni potrebe, da delaš 7 dni v tednu, lahko si določiš točno določene dneve in tudi z finančnega vidika potem preračunaš, koliko strank na dan boš imela. Na mesečnem nivoju pa predlagam, da samo konec meseca oziroma začetek meseca pregledaš vso statistiko za nazaj. Sam na kratko si rečeš,
Mesec je bil super, naredila sem to spremembo, bilo je odlično, je dober odziv. Lahko pa tudi samokritično pogledaš, kje konkretno se ti je zatikalo v celem mesecu, kaj te je motilo, preveriš tudi, koliko je bilo strank in koliko si zaslužila tisti mesec. Tako da to me zdaj pelje kar v drugo točko, in sicer finančno planiranje. To je moja najljubša tema in temu sem posvetila tudi en drug YouTube kanal, sicer je še tako v povojih, ampak finančno planiranje je ena od mojih najljubših tem, in ko se ga enkrat lotiš, ko razumeš finančno pismenost, je v bistvu vsa zadeva bistveno lažja. Ker če se prebijaš iz meseca v mesec, oziroma če ti zmanjka denarja že iz tedna v teden, ker kot SP oziroma katerakoli druga oblika podjetja terja seveda neke prispevke za državo in pa davke, in tudi na dolgi rok so kakšni drugi stroški večji povezani s poslom. Potem so tukaj še stroški povezani z življenjem. Čisto enostavna formula. Na koncu meseca sešteješ vse prilive, v drugo rubriko sešteješ vse stroške, ki so povezani s poslom in pa tudi z osebnim življenjem, in odšteješ vse stroške od vseh teh prilivov. Če je na koncu ta znesek pozitiven, pomeni, da imaš nekaj rezerve, v bistvu ta pozitivni znesek lahko tudi privarčuješ, daješ na kupček za mogoče kakšna izobraževanja ali kakšne druge osebne stvari, potovanja na primer. Če pa imaš na koncu minus, pa predlagam, da pregledaš še enkrat vse stroške, mogoče ti kje odteka denar, kjer ne bi bilo potrebe. Lahko pa se tudi obrneš name, mi napišeš spodaj v komentar ali pa greš na Facebook oziroma mi pošlješ e-mail, pa v 15-minutnem brezplačnem svetovanju lahko pogledava, kje je tisti catch, kje ti denar odteka. Tretja stvar, ki pa jo lahko takoj uvedeš v svojem masažnem poslovanju, je pa to, da optimiziraš rezervacije masaž. Večina strank si želi naročiti na masažo preko telefona ali uporabljajo SMS, pokličejo, redko kdo pošlje e-mail. Jaz sem začela tudi uporabljati online rezervacije. S tem, ko sem to uvedla, sem zajela v bistvu tudi to mlajšo publiko, ki so navajeni online rezervacij. In dodaten bonus je še ta, da lahko plačajo že vnaprej masažo preko PayPala, kar je super zadeva. Res te lahko preseneti, ko dobiš opomnik, imaš rezerviran termin in še plačano je. Odlično, super. Zdaj odvisno tudi, kakšne vrste masaž imate. Če vi delate kakšne take terapevtske masaže, kjer potrebujete več informacij, preden pride stranka, je v bistvu priporočljivo, da obdržite tudi to, da vas pokličejo in jo že po telefonu vprašate, kje so težave, kakšno vrsto masaže si želi. Je to v bistvu neka že ta začetna komunikacija s stranko. Tudi stranka začuti, da te res zanima, kaj je z njo narobe, da ji boš res pomagala. Tako da tukaj lahko narediš mogoče neke spremembe, da to optimiziraš. Da to jemlješ z lahkoto. Ko te stranka pokliče, se odzoveš, dvigneš, zmeniš, takoj poveš, da imaš proste termine. V ta namen jaz imam vse v Google koledarju, vse imam tudi povezano, online rezervacije, Google koledar, osebne stvari, vse imam v enem koledarju in takoj lahko stranki povem, ja, takrat pa takrat ali takrat pa takrat, dam več opcij. Če pa to preko SMS-a, to lažje, v miru pogledam koledar, sporočim fraj termine in takrat se pač zablokira termin. Zdaj, če te zanima več o tem, kako vodim jaz rezervacije, lahko tudi o tem posnamem kakšen video in o finančnem planiranju. Tako da zaželeno je, da mi napišete spodaj v komentar, katera tema vas res zanima, bom šla podrobneje. Drugače imam pa že odprta vrata za coaching program, če te zanima, me lahko kontaktiraš preko podatkov, ki so spodaj v opisu tega videa. Ponujam tudi začetnih 15 minut brezplačnih, to ga sploh vidiva, kje lahko narediva en tak boost v tvojem masažnem biznisu. Evo, za konec samo še ponovim tele 3 bistvene spremembe, ki jih lahko takoj uvedeš v svoj masažni posel. To so upravljanje časa za masažo in za prosti čas. Torej, najdete neko ravnovesje.
En tak koristen nasvet se mi zdi, da je bil, da si v celem tednu določiš en dan samo za administrativna dela in po možnosti vikende fraj. Potem smo prišli do finančnega planiranja. Enostavna formula, od tega, kar zaslužiš v celem mesecu, odšteješ vse stroške in vidiš, kje si. A je plus, a je minus. In tretja stvar je optimizacija rezervacij masaž. Ali rezerviraš tudi online, mogoče to uvedeš, bo veliko lažje, kar nekaj rezervacij lahko dobiš preko online naročanja. Upam, da ti je bila vsebina všeč. Se vidimo naslednjič. Čau!